Lepo pozdravljeni. Dediščina, ki so nam jo pustili naši predniki, je lahko zanimiva z več vidikov. Tudi s turističnega se lahko privabi večje število ljudi. 1100 različnih predmetov, ki so jih našli arheologi na območju okoli Mihovega v šentjernejski občini, pričajo o tem, kako pomembno vlogo je imelo to področje med 3. in 7. stoletjem našega štetja. Sedaj so na ogled na veliki arheološki razstavi v Dolenjskem muzeju, ki nosi naslov Gorjanci med Rimom in Bizancem. Torej, Gorjanci so res eno zelo presenetljivo območje in ko smo dobili te podatke, ki smo jih pač dobili, smo bili izjemno presenečeni in potem, ko smo pregledali gradivo, ki je bilo pač na razpolago, da tako rečem, smo bili toliko bolj presenečeni. Presenečena bo seveda tudi stroka, kajti količina gradiva in pomen tega gradiva, ki tukaj odločno presega naš lokalni okolje, lokalni milje, in mislim, da bodo tudi naši kolegi, arheologi, torej drugje v Sloveniji in tudi širše, bodo presenečeni nad Dolenjsko in nad tem, kaj se tukaj da v bistvu še vedno najti po toliko in toliko letih. Tukaj prikazujejo 5 različnih naselij. Gre za utrjena višinska naselja iz časa med 3. in 6. stoletjem našega štetja. Gre za seveda čas pozne antike, za čas popolnega, bi rekli, kolapsa v rimski državi, za udor različnih germanskih ljudstev, ki so prodirala proti Rimu, in seveda za umik lokalnega prebivalstva iz doline Krke na Gorjance, z izgradnjo cerkva, za izgradnjo stavb, obzidij, torej naselij in z pravzaprav sorazmerno veliko gradiva, ki nam je na razpolago, ki nam kaže vsakdanje življenje, torej prebivalcev tistega časa. Življenje v tistem obdobju je bilo za te prebivalce zelo težko, polno neznank, bitk, negotove prihodnosti. Tisto življenje je bilo precej težko, če si že samo to predstavljali, da ste se morali iz rodovitnega polja, recimo ravninskega sveta ob Krki, umakniti visoko na 600-700 metrov nadmorske višine v Gorjance z pravzaprav zelo zmanjšanim količino obdelovalne zemlje, z torej bolj hladnim podnebjem, hladnejšimi pogoji, skratka z precej slabšimi pogoji kot prej. Seveda ste se vi morali umakniti iz boljših pogojev v slabše, to je verjetno ne naredite, če vam ni res nuja. Številne najdbe, ki jih vidimo na razstavi, so arheologom omogočile, da si ustvarijo boljšo sliko o takratnem življenju v tem okolju. Predvsem pa tudi najdbe, ki jih imamo iz tega področja, kažejo, da se je tudi gospodarstvo spremenilo v tem trenutku, kar naenkrat se pojavi množica torej živinskih zvoncev, to se pravi zvoncev krav, ovac, torej iz poljedelstva se je gospodarstvo, torej kmetijstvo prelevilo v živinorejo, kajti živino je bilo lažje umakniti, pobegniti z njo kot z njivo, z poljem. Gradivo je torej izjemno pomembno predvsem za Dolenjsko, kajti najdbe iz tistega zgodovinskega obdobja so bile do sedaj zelo redke. Ko sem dobil te informacije od Dolenjskega muzeja, smo bili zelo pozitivno presenečeni in tudi veseli. Namreč nihče ni pričakoval, da je 5 naselij v naši neposredni bližini kadarkoli obstajalo, in tudi v tako velikem obsegu. Po besedah arheologov je to edinstveno najdišče iz tega obdobja, ki ima značaj pravzaprav verskega, vojaškega in tudi administrativnega središča za celotno Dolenjsko ali še širše v tistem času, torej od 3. do 5. ali 7. stoletja. Tako da mi smo tega zelo veseli, to je za nas nova informacija, ki bogati naš prostor, poznavanje našega prostora. Neka čist popolnoma nova zgodba našega območja, obdobje 4. do 6. stoletja, ko seveda je naše območje prizorišče velikega prepiha različnih narodov, ki tukaj hočejo prodirati proti Rimu oziroma kontra Rim se brani. Zato so šli v manj dostopne lege, ki so jih pa ponudili Gorjanci, in tukaj neka bogata arheologija, ki še kaže na svoj potencial, tokrat za 5 že odkritimi najdišči naselij na območju Gorjancev, in moram reči, da je zgodba, ki bo prepričala vsakega obiskovalca, mislim, da pa tudi stroka bo tukaj še ugotovila velik potencial. Ostanki cerkva in križi recimo pričajo o tem, da se je takrat na tem območju prvič pojavilo krščanstvo. To pa še zdaleč ni vse.
Ta najdišča ima izreden potencial, sploh Zidani Gaber kot osrednje najdišče na tem območju, kjer smo pravzaprav našli zelo zanimive predmete. Če samo omenim nekaj, recimo svinčene plombe, ki so pečatile pošto cesarskega dvora iz Bizanca. Skratka, Bizanc najverjetneje ni pošiljal svoje pošte, torej uradne pošte v vsako vasico na tem svetu, ampak verjetno samo v neke večje centre, odkudar so pač lokalni uradniki vodili naprej torej državo ali prenašali ukaze ali torej tiste dekrete, ki so prihajali. Predmeti, ki so jih našli, so lahko tudi odlična iztočnica za razvoj turizma v občini Šentjernej. Orožje, ki smo ga našli na Zidanem Gabru, gre za lamele oklepov, gre za ostanke čelad, torej imamo pozlačeno čelado, kaže na zelo visoke vojaške poveljnike, torej na najvišje vojaške poveljnike. Skratka, tukaj lahko gledamo, da imamo neke vrste regionalni upravni center v času obvladovanja tega prostora, tako Bizanca kot prej z njima, kakor tudi seveda za en generalštab, eno vojaško poveljstvo, ki je bilo očitno skoncentrirano ravno tukaj na Gorjancih. Dejstvo, da je pa bilo to neko središče, kjer so bili najdeni pečati iz Bizanca, pa pravzaprav tudi priča, da šentjernejska samozavest ima neke osnove tudi v zgodovini in znanosti. Arheološka razstava Gorjanci med Rimom in Bizancem bo v galeriji Dolenjskega muzeja na ogled do 18. maja 2022, nato pa bo v manjšem obsegu gostovala tudi v Šentjernejskem kulturnem domu. Dolenjska ima torej dragoceno arheološko dediščino, bogati pa jo še marsikaj. Več pa v naslednjih 2 prispevkih, v katerih se bomo najprej sprehodili skozi Regrčo in nato še skozi Gotno vas. Ena izmed 23 krajevnih skupnosti v mestni občini Novo mesto je krajevna skupnost Regrča vas. Nastala je iz male primestne vasi na pobudo krajanov. Ker se je borila s komunalno neurejenostjo, je leta 1977 na zboru krajanov sklenila, da se organizira v lastno krajevno skupnost. Vrstila so se leta dejavnosti. Prva velika delovna zmaga je bila asfaltiranje ceste, ki je povezala 3 dele vasi. Sledile so nove akcije, kanalizacija, telefonija, vodovod pri Svetem Roku, dom krajanov kot pomemben prostor medgeneracijskega druženja. Krajani so organizirali številne akcije, v prvem obdobju pa so se še posebej izkazali mladinci s svojo delovno brigado Rok 77. Ime kraja naj bi bilo izpeljano iz osebnega imena oziroma priimka Regrt. Danes meri krajevna skupnost 2,4 kvadratne kilometre in šteje skoraj 1100 prebivalcev. Kaj vse nudi, so zajeli v nov simbolni znak Regrča vasi, ki ga je zasnovala domačinka Katja Povš. Modra krivulja v simbolu predstavlja težko vodo, zelena travnike in rumena cesto. Sekundarno pa linije v krogu predstavljajo črko R. S tem znakom želimo predvsem poudariti naravno nit naše okolice ter dinamičnost v tem delu mesta, saj se tu čedalje več gradi in infrastruktura raste. Razvoj infrastrukture je povezan z željo biti ljudem prijazna krajevna skupnost. Zato veliko pozornosti posvečamo načrtovanju javnih pešpoti in kolesarskih poti, ki jih želimo združiti z mrežo Novega mesta. Tako načrtujemo čim prejšnjo izgradnjo manjkajočih delov teh poti, urejali bomo tudi hodnike za pešce, seveda z javno razsvetljavo. Pomembna je navezava na Sveti Rok in prav gotovo reševanje tranzitno preobremenjene ulice ob težki vodi. Mestna občina načrtuje, da bi del ceste ob težki vodi rekonstruirali še letos. Gre precej prizadevanj ravno v smer, da zgradimo tukaj ustrezno infrastrukturo. Najpomembnejši projekt, ki je trenutno v pripravi prostorskega akta, je južna povezovalna cesta, ki bo povezovala Šmihelski konec z Gotno vasjo. Torej, predvsem pa razbremenila in nekako tudi dvignila kvaliteto tega prostora tukaj v Regrči vasi. Že zdaj pa so domačini, kot so nam zaupali, tam radi doma. V
v Regrči vasi je zelo lepo živeti. Sem smo prišli pred več kot 40 leti. Takrat je bila navadna kmečka vas, brez kanalizacije, brez vsega, ampak smo bili vaščani tako složni, tako pridni, zagnani, da smo vse to nadoknadili. Drugače pa res v Regrči vasi čudovito življenje in če bi imela še enkrat na izbiro samo Regrča vas, čist zrak, lepo okolje, prijetni ljudje. Stanovati v krajevni skupnosti Regrča vas je ful fajn, ker imamo namreč tako dosti posebno lokacijo, ker smo glih tukaj na robu mesta in glih tukaj na robu vasi, gozdov, pol, vsega. Se pravi, skratka povedano, grem iz hiše levo, 5 minut pa sem v hosti na travniku, grem iz hiše desno, 5 minut sem v šoli v trgovini. V bistvu, ko sva z Matejem iskala parcelo, kam bi se preselila, sva v bistvu iskala nekje izven mestnega vrveža, ampak v bližini narave. Še vedno pa v mestu, da imamo vso to komoditeto mesta in bližino. Tako da vse to sva najdla tukaj pri Svetem Roku in moram reči, da smo zelo, zelo zadovoljni. Naša družina res uživa tukaj. Tukaj v bistvu imamo mesto zelo blizu, kar nam pa najbolj pomeni, da imamo gozd in naravo res samo nekaj korakov od naše hiše. Krajevna skupnost Regrča vas pa se ne ponaša le z dobro lokacijo in vse bolj razvito infrastrukturo. Številne krajevne zanimivosti lahko spoznate na potepu, ki so ga krajani poimenovali od igrišča do igrišča. Naša vas je zelo blizu mestnega jedra, a narava, ki nam je dana, nam omogoča prijetno bivanje, druženje, sprehode po gozdnih in travnih poteh, kolesarjenje, igranje in različne športne aktivnosti. Kadar združimo hojo, gibanje in igro v naravi, poskrbimo za ustrezen razvoj naših možgančkov, prijetno počutje in dobra fizična pripravljenost. Čeprav se nam otrokom sprehodi ne zdijo vedno najboljša ideja, ki jo starši predlagajo, pa bo navedeno kar držalo. Stojim na mostičku, fantje igrajo nogomet, otroci se gugajo na gugalnicah in se igrajo s svojimi psički, jaz pa uberem pot, po kateri vas najprej popelje po klancu navzgor po travnatih pešpoteh do kipa sedečega Kristusa. Takšnih znamen, imenovanih tudi kip razmišljujočega, žalostnega ali hrvaškega Jezusa, je v Sloveniji zelo malo. Zato ne preseneča, da so se domačini odločili postaviti novega, potem ko je prvotni kip sedečega Kristusa svoje mesto našel v Dolenjskem muzeju. Smo pridobili fotografije, po katerih je gospod Peter Plut iz Otovca pri Črnomlju izdelal kopijo, ki jo vidimo tukaj pred nami. Bogec, kot so mu rekli domačini, stoji le nekaj metrov stran od mesta, kjer je stal originalni kipec. Novo znamenje je v obliki kapelice, prvotno pa je bilo na lesenem stebru, na katerem je bil kvadratni podstavek, na njem pa je sedel Jezus in nad njim je bila še manjša strehica. Zvedel sem, da so tot mimo šle procesije k Svetemu Roku, da so ga ženske krancljale, da se je tukaj marsikdo ustavil in prosil za božje usmiljenje. Od kipa vas pot vodi mimo pisane druščine živali po hribu navzgor do ene izmed višjih točk v krajevni skupnosti. Tam si lahko ogledate spomenik, posvečen padlim partizanom in ubitim talcem v narodno-osvobodilnem boju. Tam okrog 57. leta so se krajani zbrali in so to spominsko obeležje postavili in gor napisali komplet vse umrle naše krajane. Z drugo svetovno vojno pa je povezan tudi praznik krajevne skupnosti. Praznik krajevne skupnosti je 26. junij. V spomin na prve Regrčane, ki so na ta dan odšli med partizane. V neposrednji bližini spomenika pa se krajani zberejo na predvečer 1. maja in zakurijo tradicionalni kres. Je edini kres, ki tradicionalno vztraja še vedno v okolici Novega mesta, drugi so odnehali izgleda. Dračje se je že nabralo, tako da če bo dovoljeno, bomo imeli tudi letos. Streljaj od spomenika vas pot vodi v gozd, v katerem vas najprej pozdravijo ruševine cerkve Svetega Roka, ki je bila zgrajena z namenom po veliki okužbi s kugo, ker je graščak kot lastnik zemljišča in vse njegovi prebolel to strašno bolezen, je dal zgraditi cerkev Sveti Rok. Danes so že vidne še ruševine. Sicer pa se v gozdu razteza pravi športni park. Trenutno se nahajamo v skill parku Zverinice.
Tlele smo v bistvu fantje iz Regerče vasi in širom okolj smo naredili skill park, kjer lahko mladi, malo manj mladi in starejši v bistvu vežbajo svoje kolesarske vrline. Tlele se najde proge za fante, punce od 6, 7, 8 let naprej, pa do, bomo rekli, koliko, vsak po svojih željah pa zmožnostih. Na točno tej lokaciji tlele imamo v bistvu spretnosti poligon, tlele nedaleč stran imamo pa tudi, temu rečemo, cross country XC progo v dolžini približno 1600 metrov, kjer pa v bistvu se nekako bolj da kakšne kroge nabijati, kakšne treninge delati, kondicijske vaje in podobne zadeve. No. Mladi smo še posebej ponosni na park Zverinice in Trim stezo, kjer se lahko v prijetnem ptičjem petju nadihate svežega zraka in z odprtimi usti opazujete kolesarje. Po potki se spustimo iz gozda, kjer nas pričaka še drugo igrišče, ki je še posebej aktualno poleti, saj je skrito med drevesnimi krašami. Današnje popotovanje po krajevni skupnosti Regerča vas zaključujemo s prečudovitim pogledom na Novo mesto. Potep od igrišča do igrišča se torej zaključi pri domu krajanov, namenjenem druženju vseh generacij. Tam se zbirajo tako mlajši kot starejši Regerčani. Sem Jan Butara, eden izmed članov benda Jaja Boys, enega izmed novomeških bendov. Tukaj v Regerči vasi smo ob priliki snemali videospot v tem večnamenskem prostoru v krajevni skupnosti, zato bi se tudi zahvalil krajevni skupnosti. Upam pa, da se bo ta prostor uporabljal še nadaljno za kulturo in za umetništvo. V domu krajanov deluje tudi skupina za samopomoč starejšim, ki je nastala na pobudo medgeneracijskega društva Žarek iz Novega mesta. Z velikim veseljem se vsak torek ob 10. uri dobivamo v domu krajanov, kjer ob toplem vremenu in svežem zraku malo potelovadimo po svojih zmožnostih, potem pa se spominjamo preteklih dogodkov, običajev in vse, kar nas zanima. V Regerči vasi torej stavijo na kakovosten življenjski prostor. Na južnem obrobju dolenjske prestolnice leži krajevna skupnost Gotna vas. Danes jo zaznamuje in deli prometno precej obremenjena državna cesta proti Beli krajini. Zato je še toliko pomembnejša dobra obveščenost krajanov. Za boljšo obveščenost svojih krajanov o dogodkih, akcijah, tako v krajevni skupnosti in mestni občini Novo mesto smo izdelali in nakupili, zamenjali oglasne table, tako da so naši krajani lepo obveščeni, kaj se dogaja. Do nedavnega so imeli najete krajevne prostore, zdaj pa se veselijo novega doma krajanov na Jedinščici. Uredili smo notranjost doma, lansko leto nam je uspelo tudi posfaltirati, se pravi dovoz do doma in do igrišča. Torej, tle je dobila krajevna skupnost svoje prostore, hkrati pa seveda tudi krajani športno in otroško igrišče. Nazadnje smo uredili še parkirne prostore, tako da je zdaj res neko celovito krajevno središče. V krajevni skupnosti, ki jo obkrožajo zeleni gozdovi, si sicer v prihodnje želijo ureditve kolesarskih in pešpoti. Zelo bi bili ponosni, da bi povezali tudi pešpot iz Regerče vasi oziroma iz mesta preko Regerče vasi do Gotne vasi, katere bi povezovala, se pravi, kot spet z mestno občino in našo krajevno skupnostjo. Že tako imamo obiskane, se pravi pešače in tekače, vendar je steza neurejena, tako da pričakujemo tudi se strani občine, da nam bo prisluhnila in pomagala speljati ta projekt. Se bojo tukaj še naprej urejale kolesarske in pohodne povezave. Gre predvsem za to, da bo tukaj potekala pot proti Stopičam, na katero seveda bo zelo navezana tudi ta krajevna skupnost Gotna vas. V prihodnjih letih bo to območje zelo zaznamovala tudi gradnja 3. razvojne osi. V tem smislu je tudi želimo urediti manjkajoče površine ob Belokranjski cesti, kjer v enem delu še manjkajo kolesarska povezava in delno tudi pločnik. Gotna vas se je skozi zgodovino iz tipične kmečke vasi skupaj z novo nastalimi zaselki razvila v krajevno skupnost s približno 1200 prebivalci. Leta 1979 je bila priključena Novemu mestu.
Ime Gotna vas najverjetneje izvira iz staroslovenske besede gat, ki lahko pomeni dvoje. Most iz sprotja ali leseni most oziroma vodotok ali grapa. Eden najstarejših krajanov je Ivan Prus, ki se spominja, da so nekoč na težki vodi imeli tromostovje. Tu je bilo sicer prej en star mlin na tej poziciji, ko je zdaj tale hiša. In na osnovi tega mlina so bile zato 3 struge potoka, katere so bile premoščene s tele bolj improvizirani brvmi. Pa smo rekli tromostovje, ker so bile 3 potoki. No, s to modernizacijo se je tale mlin dotrajal in se je postavila hiša namesto tega mlina, na kar je pa iste ratalo, da smo zaprli te vodotoka in je bil ostal samo eden. No, na tem smo pa zdaj napravili ta mostiček. Ki ga bo treba počasi spet obnoviti, saj ga krajani z veseljem uporabljajo. Gotna vas pa je bila dolga leta znana tudi po postavljanju mlaja. To tradicijo je iz Bele krajine v kraj prinesel Stane Cerar. Večkrat smo mogli zamenjati lokacijo, ker je prišel telefon, pa je prišla kanalizacija, pa drugo, pa je bilo preblizu ceste, tako da smo kar 4-krat prestavljali in do zadnje smo našli ta pravo lokacijo, zabetonirali sidro, tako da mlaj je bil stran od ceste, na varnem in zihar postavljen. To je bilo enkratno vzdušje, vsakokrat je bila zraven harmonika, seveda, kozarček, petje. Potem, ko je mlaj stal. Mlaj da veliko dela. Treba najti smreko, treba jo pripeljati. Potem pa je treba spet naprositi otroke, ali pa potem, da naberejo lipco, potem pa da se splete kita, ker to mlaj, če je, mora biti okrašen, drugače bolj, da ga ni, ne? Mlaj so postavljali od leta 1972 do 2017. Vsako leto pa so ob dnevu državnosti v spredju poganci, saj je tam 27. junija 1991 med blokado kolone vozil Jugoslovanske ljudske armade padel prvi strel v vojni za samostojno Slovenijo. Spomenik za menoj je seveda pomnik na ta dogajanja. Celoten prostor počasi območno združenje spreminja v nekakšen spominski park. Kot vidite, je tu kar nekaj eksponatov, med drugim tudi originalno bojno vozilo, ki se je takrat leta 1991 ustavilo v Pogancih, napisna tabla in pa seveda urejen prostor, ki pravzaprav kar vabi tiste, ki se peljejo mimo, da se tukaj ustavijo, in moram reči, da imamo na tem mestu kar precej obiskovalcev. V Pogancih je tudi začetek in cilj spominskega pohoda, imenovanega Prvi strel. V krajevni skupnosti so dejavna tudi društva. V krajevni organizaciji Rdečega križa poskrbijo za starejše nad 70 let, ki jih redno obiskujejo. Ob njihovih rojstnih dneh in ob novem letu pa tudi na socialno šibke ne pozabimo. Smo 7 prostovoljk, aktivnih na terenu pa samo 5. Zato bi se zelo želele, da še kdo pristopi in nam pomaga pri tej naši humanitarni akciji. Pred 3 leti je v okviru šole zdravja začela delovati skupina na Jedinščici. V naši skupini je približno 20 članov, predvsem obiskujejo skupino ženske, nekaj imamo tudi moških in celo 2 članici, večinoma smo upokojenci, 2 članici sta pa tudi taki, ki hodite v službo. Nekoč je bilo dejavno tudi kulturno-športno društvo, zaslužno za Bobrov žur, druženja in gotensko gomelo. No, iz te skupine entuzijastov, 9 nas je bilo, smo začeli organizirano delovati. Prvo s čistilno akcijo ob težki vodi in vsako leto je bilo nekaj novega na programu. Po 3 letih smo ustanovili kulturno-športno društvo, ki je delovalo celih 15 let pa nekaj mesecev. V čistilnih akcijah smo pobrali veliko desetin kubičnih metrov odpadkov, sanirali smo 9 velikih črnih odlagališč, ki se nikoli več niso pojavljali. Poseben pečat dajejo krajevni skupnosti Bobri. Unikat
Umetnik je pa žival, ki smo imeli tudi v našem logotipu. Bobri so se naselili v Težkem potoku, ko smo mi logo poiskali, jih še ni bilo. Sedaj pa mnogi že tarnajo nad njimi, ko zgubljajo lepo okolico svojega bivalnega okolja. Septembra bodo prvo desetletje svojega delovanja obeležili v Cepetavčku, ki je del vrtca 5x5 Novo mesto. Ena izmed res izjemnih in lepih enot je ta mala enota Cepetavček. Res, tukaj je vključenih le 28, največ do 30 otrok in vključeni so samo otroci prve starostne skupine. Je pa izjemno lepa lokacija, zelo velik vrt, izjemno lepo dvorišče in lahko rečemo tudi najbolj strokovne sodelavke. Tako da otroci so tukaj v zelo dobrih rokah, dobro se počutijo in mi smo zelo zadovoljni. Že 440 let pa na vzpetini sredi krajevne skupnosti stoji cerkev svetega Lenarta. Od leta 1997 jo obnavljajo, sicer pa so vaščani ponosni na 3 zvonove in oltar iz 17. stoletja. V glavni niši je kip svetega Lenarta, visok 111 cm, strani sveti Anton in sveti Andrej. Nišo pa na vrhu frankirata 2 angela, ki držita listovje. Daritveni oltar je podoba lomljenja kruha. Severni levi stranski oltar krasi oljnat slika sveti Andrej. Južni desni stranski oltar pa krasi oljna slika Ecce homo, kar pomeni, glejte, človek Jezus. V cerkvi ne manjka dogodkov, ki so dobro obiskani, zato si vaščani želijo ureditve dostopa do nje. Krajevna skupnost Gotna vas se torej ponaša z bogatimi tradicijami, številnimi potmi in dogodki, ki povezujejo ljudi z obeh strani Belokranjske ceste. Priložnosti za razvoj turizma na Dolenjskem je veliko, a tisto, kar privablja ljudi, da se vračajo v deželo pod Gorjanci, so dobri ljudje. In teh na Dolenjskem ne manjka. Do prihodnjič, bodite lepo.